Ja, lepo pozdravljeni. Kot smo ravnokar slišali, bomo danes predstavili monografijo Skupnostno tolmačenje avtorjev Alenke Morel in Vojka Gorjanca. Verjetno avtorjev ni treba posebej predstavljati, naj na hitro povem. Profesor Vojko Gorjanc je redni profesor na oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete v Ljubljani, po izobrazbi je slovenist, je pa zelo aktiven bil tudi pri promociji in vzdrževanju rednega študija konferenčnega tolmačenja in pa v svojih člankih se pogosto ukvarja tudi s problematiko tolmačenja za potrebe skupnosti. Alenka Morel je študirala germanistiko, potem pa je na oddelku za prevajalstvo doštudirala tudi magistrski študij konferenčnega tolmačenja in pri profesorju Gorjancu uspešno zagovarjala disertacijo tudi na temo skupnostnega tolmačenja in danes boste predstavila skupno monografijo. Morda bi za uvod samo razčistili osnovne pojme. Pojem skupnostno tolmačenje, s tem pridevniško rabo, je prvi uporabil Vojko Gorjanc v monografiji oziroma v knjigi Slovensko tolmačeslovje, ki je prav tako izšla pri založbi Filozofske fakultete, pa bi te mogoče kar prosila, da razložiš, zakaj je skupnostno tolmačenje, kakšni so izrazi po svetu in kaj to zajema, recimo, za razliko od konferenčnega. Hvala, lep pozdrav vsem skupaj. Pravzaprav, če se zdaj spomnim nazaj, je bilo tako, da sem ti vprašala, oziroma ti si mi napisala mail, da sem jaz to uporabil in da če zdaj to tako. Tega sem ne spomnil. Jaz se pravzaprav sploh nisem zavedal, da sem uporabil pridevniško obliko skupnostno tolmačenje. Očitno se mi v tistem trenutku zdelo, da je to že dovolj v redu. Prej je obstajal tak zelo dolg, že zdaj pri predstavitvi smo videli, da imamo še vedno variantno poimenovanje, bil je za potrebe skupnosti, pa za skupnost. Potem pa očitno se meni je na trenutku zdelo, da bi lahko bilo tudi skupnostno tolmačenje. Ko ga začneš rabiti, se ga vsi sorazmerno hitro navadimo, ker je tak kot ga na nek način ga hitro prevzamemo, ker je tako zelo slovenski. Pa lepo paše zraven konferenčnega tolmačenja, mislim, da tega, kar smo že imeli. Zanimivo, da smo se v slovenskem prostoru odločili za to varianto čisto na začetku, za potrebe skupnosti, ne pa torej zato, ker je community v tujini, ne pa recimo za public service, ki bi tudi lahko bilo, bi govorilo o tolmačenju za recimo javni sektor. In se mi pa zdi, da zdaj smo že nekako toliko se ukvarjali s tem področjem, da se je tem sorazmerno dobro ustalil, je pa to področje tolmačenja ravno za potrebe predvsem javnih inštitucij, ko nekdo, ki prihaja v slovenski prostor, potrebuje pomoč in je jezikovno šibkejši, je kulturnih kompetenc in seveda tudi družbeno sicer šibkejši, potrebuje tolmača za to, da sploh po eni strani lahko komunicira in po drugi strani, da tolmač mu pomaga pri zmanjševanju te velike razlike v družbeni moči, ki jo ima nekdo, kot je recimo prosilec za azil in nekdo, ki o tem odloča. To je tudi ena od bistvenih razlik med konferenčnim tolmačenjem, kjer ni takšne razlike o razmerju moči, in zato se tudi ta klasični trikotnik nekako spreminja. Prej smo rekli, da mora biti tolmač nevtralen, neopazen, zdaj pa v bistvu tolmač vedno več funkcij prevzema. Mogoče, Alenka, ti si pač izobražena kot konferenčna tolmačka, zdaj si preučevala skupnostne tolmače. Kakšna se ti zdi ta razlika v vlogi? Kakšne vse vloge prevzemajo tolmači za skupnost? Hvala, Amadija, dober dan vsem. Zdaj morda se je ta neutralnost in bolj nevidna vloga tolmača tudi v konferenčnem tolmačenju velika. Namreč nekaj časa je bilo zelo aktivno in aktualno to raziskovanje, tolmač je neviden, se ga ne sme opaziti, predvsem v sodnem tolmačenju. Zdaj pa tudi v konferenčnem, naprimer sodnem tolmačenju, mislim, sodno ima večkrat kabine pa simultano tolmačenje, ugotavljajo, da seveda tolmač je osebnost, ki ima svojo lastno interpretacijo, torej ne more biti neviden in neutralen, ampak
je nek aktiven člen v pogovoru, v tem dialogu oziroma trialogu do neke mere. V skupnostnem tolmačenju je pa še bolj to izrazito, predvsem kot je Vojka povedal, ker gre za eno osebo, ki razume oba primarna člana tega pogovora in edini lahko pravzaprav vse to razume, tako da ima res pomembno in ključno vlogo. Pri konferenčnem tolmačenju pa sploh v zadnjem času, kot se zdaj včasih pogovarjamo, gre že za neke vrste elitno oziroma bolj statusno tolmačenje, ne? Ker veliko delegatov razume, dostikrat gre za angleščino in jo tudi potem uporabljajo, tako da je tolmačenje prisotno bolj zaradi tega, ker mora biti politične korektnosti, da so vsi enakovredni. Ti si zelo natančno proučevala pogovore prosilcev za mednarodno zaščito, za azil in pa njihove tolmače v svojem delu. Pri tem si uporabila kritično analizo diskurza, bi mogoče nekoliko razložila to teorijo in potem tudi, kako konkretno si se lotila svoje raziskave. Ja. Za analizo smo ugotavljali, da bi bilo koristno videti, kako pravzaprav tolmač vpliva na ta pogovor. Kaj se zgodi, ko je prisotna neka tretja oseba, ki sploh omogoča sporazumevanje med primarnima udeležencema. In tukaj se je pokazala aktualna kritična analiza diskurza, predvsem kot sta jo razložila Norman Fairclough pa Tim van Dijk, ker namreč kritična analiza diskurza ima več smeri in jo tudi razumemo zelo različno, lahko kot teorijo, kot način analize in tako naprej. Gre pa v osnovi za to, da raziskovalec privzame to, da ne more biti objektiven. Jaz seveda imam svoj nek pogled in zaradi tega ne morem biti spet nevtralna in objektivna, ampak privzamem nek subjektiven pogled, da bi razkrila te neenakosti, ki se dogajajo in tudi razkrila poskusila odkriti vlogo sporazumevanja v družbi. Kako vpliva ta pogovor potem tudi na ta razmerja moči, ali so potem udeleženci. Jaz sem predvsem na začetku postavila to hipotezo in mislila, da bo naprimer prosilec za azil zaradi prisotnosti tolmača v boljši vlogi, kot bi bil sicer. Da mu bo ta prisotnost nekako pomagala. Pa se je potem izkazalo, da v tako formalnih situacijah, kot je prošnja za azil oziroma mednarodno zaščito, da to ne drži. Analiza pa poteka tako, da sem bila jaz prisotna, da sem dobila to dovoljenje, da sem lahko prisostvovala intervjujem, osebnim razgovorom v azilnem domu z različnimi tolmači. Večinoma, predvsem za angleščino so bili vsaj do neke mere večinoma kar šolani, medtem ko sem pa bila tudi prisotna pri nekaj drugih primerih za Dari, Farsi in Urdu, kjer so nešoleni tolmači, seveda jaz teh jezikov ne razumem. Me je pa zanimalo čisto tako iz resnične pozicije, kako se počuti uradna oseba oziroma nekdo, ki ne razume, kaj se dogaja. Kaj se dogaja takrat, ko je jezik tolmačenja nekaj, česar ne razumemo. Tako da je bila že ta omejitev, izbor gradiva in potem transkripcija vseh teh pogovorov oziroma del teh pogovorov, ker dosti je bilo tudi nerazumljivega, pa preveč in potem gledali, kako točno to vpliva. Pravzaprav mogoče samo na kritična analiza diskurza, ker se mi zdi vendarle ključen pojem moči, družbene moči. In se že sami vemo, v teh situacijah, če gremo zdravnikov, smo mi na nekem položaju čez drugačne moči kot zdravnike, se mi že v diskurzu drugače obnašamo. Lahko si predstavljamo, ko gremo na pravno enoto, tam seveda, če naletimo nekoga, ki ni prav najbolj pripravljen nam pomagati, ima absolutno moč. In hkrati imamo zdaj tukaj ljudi, ki prihajajo, ki so v enaki poziciji, neenakosti, pa še dodatno ne znajo jezika, kar pomeni, da so dvojno hendikepirani in zato res potrebujejo nekoga, ki ni zgolj samo posrednik med jezikom, ampak ki zna pravzaprav, ki pozna kontekst, v katerega se umešča in se zaveda tega, da je njegova naloga tudi zmanjševanje družbene neenakosti glede moči. Mogoče bi še vprašala to, ko si prej rekla, da tvoja hipoteza ni držala, da v bistvu
se ta situacija ni izboljšala za prosilca nujno sama po sebi, če je imel ob sebi tolmača, bi lahko navedla kakšen primer, kako to, da temu ni tako? Ja, naprimer, se pravi, v mednarodni zaščiti je postopek tako strogo določen, recimo, da se situacija za prosilca za azil ni bistveno spremenila takrat, ko ima tolmača ali pa nekoga, ki bi tudi sicer odgovarjal tudi recimo v slovenščini, do neke mere. Do neke mere že izenači, ampak izenači do te ravni, ne pa, da bi bil tolmač v tem primeru kot neke vrste zagovornik, pomagal. To v kakšnih drugih situacijah se je to pokazalo. Naprimer, kot je Vojko menil na upravni enoti pri zdravniku, v situacijah, ki niso zelo, zelo formalno, niso tako institucionalne, kot je naprimer sodni proces pa postopek za mednarodno zaščito, kjer gre res za neka vprašanja, odgovore, določene postopke, ki jih je treba speljati, medtem ko pri upravni enoti pri zdravniku se je pa pogosto izkazalo ravno to, da je prisotnost tolmača, tudi če je bil to prostovoljen priložnostni tolmač, sorodnik, prijatelj, kdorkoli, vse je pa vendarle izboljšal položaj tuje govoreče osebe, ker je včasih to osebo na poziciji moči preprosto samo spomnil, da je to ravno tako navadna oseba, da je to človek, ki ima svoje pravice, ne pa nekdo, ki pač ne razume in zato pa uradni jezik je slovenščina. Mogoče že pomiri prisotnost nekoga, ki govori tvoj jezik, tako da že avtomatično. Mogoče lahko še omenimo, da skupnostno tolmačenje se uporablja kot skupni pojem in za sodno tolmačenje, in za azilne postopke in tudi za vse zdravstvene postopke, tako običajno zdravstvo, kot tudi v psihiatriji. Veliko ljudi, ki pridejo sem kot prosilci za azil, so traumatizirani in morajo skozi daljše terapije, tako da to je še neka posebna vloga teh tolmačev, ki prevzemajo neke nove vloge. V nekaterih državah, recimo na Japonskem, govorijo kot nekih socialnih delavcih, ki so med drugim tudi tolmača. Tako da se bo mogoče tudi ta naš poklic konferenčnega tolmača s časoma zelo spremenil, so pa žal recimo plačila za tolmača za potrebe skupnosti neprimerljiva s konferenčnimi. Na našem oddelku je bila tudi izvedena neka anketa med prosilci za azil in sicer z novimi direktivami je tolmačenje v vseh postopkih, uradnih postopkih azil in pa predvsem na sodiščih opredeljeno kot človekova pravica od leta 2010. In potem se tukaj zastavlja vprašanje, ali je ta pravica do tolmačenja oziroma obsežnega tolmačenja tudi neke vrste potuha, da se potem prosilci ne bi naučili recimo slovenščine ali nemščine oziroma mogoče angleščine za neko lažje skupno sporazumevanje in se potem izkazalo, da vseeno tega tolmačenja toliko malo, da so oni v veliki meri še prepuščeni drug drugemu, sami sebi, in da imajo čisto neke druge motive za učenje slovenščine. Tako da bi mogoče tukaj predala besedo Vojko glede recimo slovenske jezikovne politike in pa mogoče tudi glede tvojih osebnih izkušenj, ker učiš enega prosilca konkretno slovenščine. Ja, mogoče, če začnem na tem koncu. Ja, različne motive imajo prosilci za mednarodno zaščito, ko pride v nek kulturni prostor. Jaz konkretno učim samo enega in je pa res, da se veliko pogovarjava in mi govori tudi o izkušnjah drugih in želje o tem, kaj želijo v slovenskem kulturnem prostoru od njega. Večinoma se pravzaprav želijo naučiti slovenščine predvsem zato, da bi jo pri nas študirali oziroma da bi ponovno študirali in si pridobili ne kompetence, pravzaprav pridobili formalne možnosti za to, da bi vstopali spet v svojo neko profesionalni prostor, kjer se zavedajo, da s tem, ko so odšli iz nekega prostora, so izgubili tudi to možnost, da tukaj to, kar ne bodo se vzpostavili tako kot naš prostor pričakuje, ne bodo mogli profesionalno delati. In je za njih glavna motivacija učenje slovenščine za to, da bi najprej študirali in potem vstopali v neko profesionalno življenje.
Zanimivo je, da se jih veliko loteva to zelo sistematično, ne? Da o tem veliko razmišljajo, da so se najprej naučili angleščine zaradi tega, ker so vedeli, da bodo nekako že lažje funkcionirali, ker imajo nek jezik in da se bodo z nekim pomožnim jezikom tudi slovenščine potem lažje učili, ker bomo imeli nek skupni jezik, ki nam bo samo pomoč. Zdaj, jezikovna politika je pa samo ena od politik, ki tukaj lahko kaj naredi, pa ne naredi. Ne? V resnici bi morali se to vrstnih vprašanj lotevati veliko bolj celostno. Sama jezikovna politika lahko predlaga določene rešitve, vendar se mi zdi treba narediti marsikaj prej ali pa vsaj sočasno. In z tega zornega kota v enem segmentu bi že lahko jezikovna politika bila recimo v pomoč univerzam za to, da bi tudi skupnostno tolmačenje razvijali lažje. Vsaj lažje, ja. Kar trenutno niti nimamo možnosti, da bi tako zelo sistematično se lotili izobraževanja, pa ne samo mi, kdorkoli v slovenskem prostoru, da bi uvajali nove študijske programe, ki zares odgovarjajo na potrebe družbe. Je pa vprašanje, ne? Jezikovna politika je tu lahko pomoč, po drugi strani se mi zdi, da je včasih nam lastna univerza, nam ni nišče pomoč in da je ravno obratno, ne? Da je univerza tista, ki sama ne zna najti načinov za to, da bi se prilagodila, ko gre za vprašanje študijskih programov, kar je osnovna težnja univerzitetnega prostora status quo. Se pravi, torej, da ohranjamo neke pozicije, ki jih imamo in da ne razmišljamo, kako bi se prilagodili in delali nekaj, kar bi bilo družbeno tudi bolj koristno. Se to, ne, da bi bili bolj fleksibilni, recimo za sprejemanje nekih, ne vem, manjših enot izobraževanja, nekih modulov, ki bi bili pa nujno potrebni, ne? Kar pravzaprav tukaj zdaj lahko super bi bilo, če bi imeli neko sistematično izobraževanje, ampak hkrati pa ravno včeraj smo imeli en zagovor magistrske naloge o prostovoljnem skupnostnem tolmačenju, ker se izkaže, da bi prostovoljni skupnostni tolmači rabili zelo malo informacij o tem, kako pristopati. Ne? Zdaj imamo podatke o tem, kje vse imajo težave, ne? Kjer tudi jih znajo verbalizirati in bi z sorazmerno majhnim vložkom lahko prostovoljnim skupnostnim tolmačem zelo veliko pomagali. Zato, da se ne bi vsakič posebej, vsak posebej soočal in se učil na svojih lastnih napakah. Ja, ker sedanje stanje je takšno, da recimo za sodne tolmače obstaja certifikat ministrstva in se zahteva, da opravijo določen seminar, ki je sicer kratek in samo osnoven, ampak vendarle za ostale, torej za azil ima azilni dom svoj seznam tolmačev in pa policija svoje sezname. To so pač ljudje, ki so nekako v praksi se izkazali. In potem ad hoc se pa lahko zapriseže kogarkoli. V bolnicah se žal dogaja, recimo za albanske, predvsem ženske pacientke, ki živijo v Sloveniji, se ne naučijo slovensko, da prevaja čistilka potem, ne? Ja, in otroci. Ravno tukaj se pravzaprav zelo pokaže, kako problematično je, če se stvari lotevamo tako parcialno. Veliko energije je bilo vloženega v to, da je bila sprejeta direktiva, evropska direktiva, ki pa seveda rešuje samo področje sodnega tolmačenja. Seveda, takrat je mogoče se to zdela dobra ideja, ampak po drugi strani se pokaže, da s tem, ko se dviga status samo določenim tolmačem, imamo konferenčne, na najvišjem statusu dvignemo status sodnim tolmačem in pustimo zdaj velik del tistega prepuščenega vsake državi članici, ki plava, kakor pač zmore plavati. Drugi imajo pravzaprav še večje težave kot mi. Mi bi lahko izkoristili to, da imamo manjše težave in se bolj sistematično pripraviti. Ne pa, recimo v Grčiji imajo katastrofalno velike težave s tem, kako se ubadati s temi vprašanji, ker jim tudi nihče ne pomaga.
Mogoče bi tukaj Alenko prosila za kakšen konkreten primer, kje si videla največjo šibkost teh tolmačev, ki delujejo, pa recimo niso bili sami deležni izobrazbe tolmaške. Zdaj, te, ki niso bili deležni izobrazbe, teh primerov imam morda manj, zaradi tega, ker so bili to jeziki, ki jih jaz nisem razumela. In tako nisem mogla tako spremljati, zdaj, kaj se zgodi zelo natančno. Se je pa na primer opazilo pri teh jezikih, recimo v primeru z Darjem, da je tolmač, kar je sicer tudi pri angleščini se pogosto dogajalo, da je sam želel dobiti bolj natančno informacijo, kot jo od njega zahtevala recimo uradna oseba v azilnem postopku, uradna oseba vpraša, ne vem, kje ste živeli, in potem tolmač kar še sam sprašuje, na katerem naslovu, ki je točno, kako daleč je to in tako naprej. In pri angleščini, kjer uradna oseba to lahko nadzoruje, uradna oseba večinoma sploh v Sloveniji angleščino razume in spremlja ta pogovor in se vključi samo takrat, ko res kaj ni jasno, ali pa ko je že predolgo, ali pa bi rada sama kaj vskočila, medtem ko pri kakšnem od teh jezikov, ki jih ne razume, je pa potem kar zelo hitro, če začne tolmač še kaj preverjati, pa nastanejo daljši pasusi brez prevoda in uradna oseba kar potem, dajmo prevesti. Velikokrat se je to zgodilo, tudi pri angleščini, včasih, saj kar prevedite, jaz ne slišim dobro, na primer. Tako da, in to je bilo večkrat, tolmači so rekli, ja, pa jaz samo pravzaprav sprašujem, ker preverjam razumevanje, oziroma oni imajo tak način govora, da ponavljajo stvari. Tako da to je bilo, sem pa večinoma bila pri teh tolmačih, ki so delali že, ne vem, 20, 15, 20 let in so jih tako izkušnje kar veliko naučili. Medtem ko pri kakšnih drugih, ja, najbolj je to vseeno ohranjanje distance, oziroma vseeno do neke mere te nevtralnosti težko rečem, ampak vsaj tega, da se prevede vse, kar se pove, pa čim bolj natančno, da se tudi kaj zapiše. Medtem ko bi pa morda še dodala prej, ko ste se pogovarjala o tem, da bi bilo morda učenje, uporaba tolmača potuha, za učenje angleščine, slovenščine, sem pa opazila večkrat pri teh pogovorih, da to ni res. Naprimer, na sodišču sem bila na neki obravnavi, kjer je bil prisoten tolmač za iranski jezik in se mi je zdelo, pa sej obdolženec razume slovensko, se pogovarja, tudi sodnik ga je vprašal, ali vi razumete, ja, se pogovarja. Ampak potem je pa v afektu ta obdolženec začel odgovarjati v svojem jeziku. In takrat, sploh ker so to pogosto zelo čustveni postopki, in takrat rabi svoj jezik. Enako se je zgodilo enkrat pri tolmačenju za srbo-hrvaški jezik in recimo en absurd, da sodni tolmači še vedno obstajajo prav za srbo-hrvaščino, čeprav ta jezik več ne obstaja, ampak certificiran pa je sodni tolmač za srbo-hrvaščino. Ja, in je bilo podobno. Oseba se je sicer lahko pogovarjala in je razumela, ampak potem kar naenkrat, pa potem je začela po svoje. Takrat se mi zdelo, morda pa res je nek smisel, da je tolmač prisoten, ker včasih so tudi take podrobnosti, da se je težko samo na neki pogovorni ravni. Včasih tudi ne gre toliko za jezikovno tolmačenje, ampak tudi, da so neki kulturni posredniki, da recimo povejo, ne vem, da brat, recimo v arabščini ne pomeni točno, to je moj biološki brat, ampak so to lahko tudi neki bližnji prijatelji ali karkoli. Tako da tudi te pritiski na same tolmače ni samo naloga jezikovnega tolmačenja, ampak so predvsem emocionalni pritiski, recimo ravno zdaj, ko je veliko beguncev iz Sirije, hkrati tudi prostovoljnih skupnostnih tolmačev iz Sirije, da pač pričakujejo, saj poznava skupne ljudi, saj si iz mojega mesta, pa mi boš pomagal, da bom hitreje dobil vizum ali pa kaj takšnega. Tudi nerealna pričakovanja včasih, poleg tega recimo sodni tolmači so z imenom, priimkom in naslovom javno navedeni na neki spletni strani. To je tudi malo sporno in je potem tudi veliko vprašanje, če recimo sodni tolmač potem razkrije, da nekdo pravi, da je iz Sirije, v bistvu je pa z Maroka, a se mu bo kaj zgodilo. In pa, kakor poročajo ti tolmači, je tudi zelo emocionalen, velik pritisk, ko tolmačijo recimo otrokom,
ko gre za kakšne žrtve nasilja, majhne otroke, ki pridejo brez spremstva staršev in tako naprej. In potem tudi, ker niso šolani, se ne znajo nekako tudi s tem spopadati, tudi če bi bili šolani, bi bil problem, ne? Ja, to je problem se najbrž tudi, če bi bili šolani, so to situacije, kjer to je izjemno težko. Zdaj, intervjuji s prostovoljnimi tolmači kažejo, da je recimo velikokrat težava empatija. V resnici je prevelika empatija, zaradi tega, ker se preveč povežejo, postanejo tudi njihovi spremljevalci in jim poskušajo velikokrat preveč pomagati. Odvzamejo jim to njihovo integriteto in postanejo pravzaprav nekaj kot ne oseba. Tako zelo se jim posvetijo. Pri tistih, ki so prišli iz nekih vojnih področij in zdaj sodelujejo v postopkih, se izkaže, da imajo zelo velike težave z traumatizacijo. Da pravzaprav vsak postopek pomeni možnost tega podoživljanja vsega tega, kar so šli sami skozi. Po eni strani seveda imajo odlično izkušnjo za to, da so dobri tolmači. Po drugi strani pa to lahko pomeni hud nabor za njih same. In seveda v teh situacijah, ko ljudje s takim historiatom vstopajo v postopke in vprašanje etike, nekaj, kjer se vsak po svoje odloča. Nikoli, nekateri se veliko o tem sami sprašujejo, in se potem odločajo, ali bodo zdaj razkrivali to, kateri arabski dialekt se govori ali ne. Se prilagajajo dialektalno, nekateri so sposobni to. In potem je recimo en zelo zanimiv rekel, jaz se prilagajam ves čas v dialektu, če pri drugem opazim, da ima nek dialekt. Jaz seveda ne bom povedal, se on tudi lahko pretvarja, da ima nek drug dialekt. Skratka, zelo razmišljajo tudi sami, ne da vstopajo in kar nekaj počnejo. Mi zdi, da veliko njih zelo odgovorno to poskuša početi, nimajo pa nobenega. Mogoče imajo preveč odgovornosti, ker recimo na Nizozemskem, v Nemčiji se te posnetke pošilja v jezikovne laboratorije in nekdo, ki ni z imenom naveden in ne sedi pred teboj, potem to analizira več ljudi in potem na podlagi tega določi, odkot bi nekdo lahko bil. Pri nas pa je potem na tej osebi, ki je zelo izpostavljena ta tolmač, da določi, oziroma če ga vprašajo, velikokrat tudi ne vprašajo. Tako da primeri so zelo takšni. Mogoče zdaj čisto konkretno, recimo Alenka pri svojem delu, ko si delala, kakšen občutek si imela nekega smisla, tudi za Vojka isto vprašanje, kako lahko znanost vendarle pomaga praksi in v nekih kriznih trenutkih, kar je sedajnih situacij gotovo. Jaz mislim, da tako kot je Vojko že omenil, da bi neka zelo preprosta usposabljanja, kratka, tudi nejezikovna, absolutno, ker je toliko različnih jezikov, veliko pripomogla k temu. Tudi ravno prejšnji pogovor glede čustvenega odziva me spomni tudi na en tak primer, ki tudi vodi v možno usposabljanje, ki mi ga povedal sodni izvedenec, ki se je srečal pri svojem primeru s tako hudo manipulacijo strani stranke, ki je tako močno zmanipulirana tolmača, da ta več ni vedel, kaj točno bi. Pa je bil recimo šolan oziroma sodni tolmač z nekimi, čeprav šolan, to zdaj pri sodnih tolmačih spet, se lahko pogovarjamo, kaj to pomeni. Tako da je sodni izvedenec rekel, da bi bilo nujno uvesti neke igre vlog, da se tudi tolmači šolajo s tem, da poskusijo, kako se distancirati, kako ohraniti neko svojo pozicijo, da jih ta empatija ne prevzame tako, oziroma da se ne počutijo, da so tudi oni žrtve in v bistvu zaigrajo njihove vloge od te stranke v postopku. Tako da neka zelo preprosta, kratka usposabljanja, vendar je pa tukaj neke vrste začaran krog. Dokler država ne zahteva nekega takega usposabljanja oziroma tega ne nagradi, potem tudi zelo malo ljudi, ki se s tem ukvarjajo, bodo to se odločili delati, ker jim pač to v bistvu pravzaprav nič razen njim osebno ne prinese. Kot je to pri sodnih tolmačih se zdaj zgodilo, da imajo obvezna usposabljanja. Medtem ko priložnostni tolmači, ti prostovoljni tolmači, razen če so organizirani in jih na ta usposabljanja povabijo neke tako MHCR ali pa nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s to pomočjo,
se mi zdi, da tukaj bi bila morda čist ideja, kot smo se enkrat že pogovarjali, ideja nacionalne poklicne kvalifikacije, nekaj v tem smislu, tako kot je to organizirano za tolmače za slovenski znakovni jezik, ki imajo sicer sami pravijo še vedno zelo neorganizirano situacijo, ampak v primerjavi z govornim tolmačenjem skupnostnim pa se meni zdi super, ker imajo in izpite in usposabljanje in neko mrežo, tudi seznam dostopnih ljudi, tukaj vse manjka. Tako da neki taki pravzaprav majhni koraki. Ja, vse sorte enako. Meni se zdi, da postopoma bi moral priti do nekega sistema, ki je tak celovit. Do takrat pa bi moral početi čim več koristnega. To raziskavo, ki smo jo delali s prostovoljnimi tolmači, smo zdaj že na samem začetku tako zasnovali, da ko smo se z njimi pogovarjali in nagovarjali in spraševali, so pripravljeni sodelovati, smo se že na začetku dogovorili, da bo kolegica, ki bo z njimi opravila intervjuje, na koncu kot povratno informacijo v resnici prišla k njim in predstavila rezultate, ki so pravzaprav na nek način jih združili v tem smislu, da je vsak imel neko svojo izkušnjo in zdaj, ko so bile te izkušnje predstavljene kot nek celovit pogled na to, so pravzaprav vsi imeli nekaj od tega. In tukaj lahko univerzitetni prostor, če malo bolj se odpre v družbo z nekimi majhnimi koraki, tudi marsikaj pozitivnega naredi. Ob tem seveda, da bi poskušali priti potem enkrat do kakšne bolj celovite rešitve. Vendar bolj celovite rešitve ne samo na ravni tolmačev in skupnostnega tolmačenja, ampak vseh deležnikov. Jaz mislim, da je nujno, da je vprašanje medkulturnosti, vprašanje medkulturne komunikacije, ampak ne teh splošnih stvari o medkulturnosti, ki vsi poslušamo, ampak zelo konkretnih reči, kako se obnašati v teh situacijah, kaj početi, da je vse to potrebno vnesti v študijske programe vseh tistih, ki delajo na teh področjih. Se pravi, zato, da na upravni enoti ne bodo tam ljudje, ki bodo vse, kar vejo o jeziku, to, da je slovenščina uradni jezik in da ne bodo nikoli v življenju spregovorili nič drugega kot samo slovensko, pa če bi spregovorili o angleščini, bi marsikomu že lahko zelo pomagali. In da pomagamo zdravstvu, se pravi, če bi imeli malo več tega tudi pri usposabljanju zdravstvenega osebja in vseh bi bilo to, kar je bila ideja evropskega projekta, v katerem so ti sodelovali, ker se je poskušalo vse deležnike spet na področju sicer sodnega tolmačenja, ampak vendarle dobiti vse deležnike in vse deležnike seznanjati s tem, kako se obnašati v takih situacijah. In mislim, da samo, če bomo izobraževali samo tolmače, ne bomo naredili dovolj, moramo pristopiti bolj celosti. Ja, ker ravno v tem projektu smo ugotavljali, da je velik problem, recimo, da pri nas teh jezikov ni mogoče študirati, recimo ne albanščine, ne arabščine, ne perzijskega jezika. Arabščino smo imeli lektorat, perzijsko imamo zdaj gostujočega profesora, ampak ni pa tega kot študija in nimamo kvalificiranih, recimo, jezikoslovcev za ta področja. Potem smo ugotovili tudi, da terminologija ni poenotena, da sodni tolmači uporabljajo vsak svojo terminologijo za različne vrste sodišč, recimo to se je konkretno pri nekem srečanju izkazalo, in pa tudi, da se nekako zanašajo na svoje izkušnje, večinoma so sodni tolmači za arabščino starejši gospodje in že nekako si ne dajo nič reči, če bi rekla, in nekako ne priznajo, da bi potrebovali pomoč, in je zelo težko to sprejeti. Recimo, če jim reče, da bi bilo dobro, da se kaj zapišejo, kakšno letnico, se si zapomnim in tako naprej, so do neke mere zelo samozavestni in mogoče s tem tudi nekako hočejo zabrisati to svojo lastno negotovost. Po drugi strani, potem, ko pa vidijo, da je nič hudega nočemo, ko smo jih dvakrat povabili na tako videokonferenco, smo se povezali z Amsterdamom, z zelo kompetentnim profesorjem tam, se pa odprejo in potem pa povejo, ja, nam pa zelo veliko pomeni, recimo, da na izobraževanju piše spodaj, da je pa to univerza organizirala. Tako da oni vseeno to cenijo zelo univerzo kot inštitucijo in tukaj mislim, da
bi in recimo vlada morala nas kot inštitucijo bolj upoštevati in tudi mi bi mogoče morali več narediti. Zdaj za sodne tolmače nekaj pripravljamo, za zdravstvo še ne, tako da bi bilo treba tudi tukaj nekaj narediti. Je pa zelo težko tukaj se odločiti, recimo tudi v tujini, nekateri zagovarjajo to metodo tandema, da pač v času sodobnih medijev ne moreš reči, nimamo v Sloveniji nikogar, ki bi bil profesor za perzijščino, ker imaš pač že na Dunaju, v Parizu kolege, ki to obvladajo in se preko videokonference brez večjih stroškov povežeš. Tako da to ne more biti več nek izgovor, da se je treba pač samo malo potruditi. Potem drugi pa pravijo, vse tolmačenje je pač neka stroka, ki se lahko tudi samo v enem jeziku naučiš teh osnovnih tehnik in potem to apliciraš na svoj jezik in recimo konkretno v Haagu uči tolmač z angleščino in francoščino, uči recimo 4 tolmače afriških jezikov in ne da bi razumel njihov jezik. In potem oni sami naredilijo terminologijo in ko nazaj tolmačijo francoščino, on preveri, če so prav nazaj pretolmačili. Tako da to sta dve možnosti, kako bi se dalo. Je pa zelo vprašanje tudi to, ti si rekel celostno, tu se tudi druge univerze sprašujejo, ali je tukaj zdravstveno tolmačenje tudi zraven ali ni, ali bi ljudi naučili samo tolmačenje ali tudi prevajanje, ker velikrat morajo tudi prevajati. Mogoče, če bi videla, mislim, da sta oba bila na obisku v Oslo na univerzi, ki ima zelo zanimiv sistem, ki mogoče, če ga malo pišete. Ja, v bistvu tam seveda niti približno nimajo učitelja za vse te jezike, ker imajo izobraževanje za vse možne jezike, ki obstajajo, pri čemer uporabljajo same kandidate, se pravi tiste, ki so neke vrste najbolj jezikovni mojstri, najbolj jezikovno izostreni, zato da jim pomagajo. In ker je Norveška velika, večino izobraževanja izpeljajo online, s tem, da se potem 2-krat na leto pa dobijo v Oslu za tiste stvari, ki jih je vendarle treba narediti v živo, pa strenirati v živo, pa preveriti v živo. In se mi zdi, da to je tudi ena od rešitev, se pravi, da mi še veliko premalo uporabljamo sodobno tehnologijo za izobraževanje, da nam je to nekaj, kar je mogoče samo podpora klasičnega izobraževanja, da pa ne razmišljamo spet o tem, kako bi naredili izobraževanje, ki bi zares vključevalo možnosti, ki jih ima tehnologija. Je pa tudi hkrati res, da vsaj pri tem izobraževanju je vložek učiteljev preko sistema tega online izobraževanja v resnici zelo velik in tega se moramo mi tudi zavedati. Ali pa določenim, a tudi odločevalcem se velikokrat zdi, da je uporaba tehnologije nekaj, kjer bomo prešparali. V resnici ni čisto tako. Če hočeš kvalitetno delati preko... Kvaliteten program narediti. Če hočeš potem zares delati preko takih sistemov, to ne pomeni, da boš šparal. Predvsem časa. Predvsem, ja. Ker tam temelji zelo veliko na nekem chatu, kjer udeleženci potem sami terminologijo določajo, preverjajo in tako imajo obvezne ure, kdaj morajo biti prijavljeni na ta chat in potem se to nekako shranjuje. Nekdo od profesorjev je samo usmerjevalec pogovora. Ampak je ves čas tam. Je pa ves čas tam. Ne more biti brez njega. Ja. Mogoče je to tudi nek nov koncept izobraževanja, ker so tudi njihovi študenti bili na začetku zelo nesigurni. Pa dajte nam vi povedati, kaj je prav. Tako da cel ta naš koncept, da mi sedimo za katedrom in povejo, kaj je prav, to že se mi zdi na oddelku za prevajalstvo smo nekako pustili, damo na več možnosti na razpolago pri prevodih, tukaj se to že malo zmehča kot pri kakšnih drugih znanostih, ampak tukaj se pa še malo bolj odpira, ker so takšni različni jeziki. In vsak je pravzaprav ta neka nova tehnika prinaša v začetni fazi zelo veliko vložka, se tudi pri konferenčnem tolmačenju, vse veš, uvajanje videokonference ni pomenilo, da se imela manj dela. Ravno obratno. In to velja tudi za vse drugo. Hkrati so pa rezultati potem, oziroma na koncu zadovoljstva se mi je zdelo tistih prisotnih in tako pa res fini. To, kar so potem res udeleženci različnih jezikov, vsi sodelujejo, različno skupinsko delo. Mi smo bili prisotni takrat na tistem enem vikendu, ko so bili res
tam in je bilo zelo zanimivo to videti, kako deluje, ne? Dejansko deluje tudi ta nejezikovni koncept oziroma v teh notranjih skupinah, ker tako kot Ker pravzaprav te skupine, ki so se ukvarjale s specifiko jezika, v resnici niso imele učitelja, ne? Skupine, ki so se pa ukvarjale s tehnikami tolmačenja, so pa imele potem učitelja. Za pravne vsebine ali za medicinske vsebine. Ne? Oni imajo vsa ta področja skupaj, nimajo pa prevajanja, ne? Tako da imajo bolj tolmačenje. Prevajanje pa je potrebno vključiti, zaradi tega, ker se izkaže, da pravzaprav vsi delajo oboje. Da skupnostni tolmači morajo biti pripravljeni tudi zelo hitro kakšne stvari prevesti. Še več pri nas, zaradi tega, ker nič nimamo prevedeno, ker takrat, ko so spremljevalci ginekologov, morajo pravzaprav vse pisne tekste tudi izvide, težke vse to morajo v resnici znati na vse možne načine početi, v vseh kombinacijah, iz pisnega v govorjeno, iz govorjenega v zapis in tako naprej. Skratka, ne da se reči, da delajo samo tolmači. Tukaj mislim, da bi zelo lahko izkoristili potencial ljudi, ki prihajajo. Recimo, ne, če ima nekdo neko medicinsko izobrazbo ali pa samo kot medicinski tehnik ali pa medicinske sestre, ki so prišle sem kot begunke, bi jih hitreje naučili malo tolmačenje kot pa, ne vem, enega Slovenca, arabsko plus medicina plus tolmačenje. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da bi morali bolj široko gledati potem tudi ne točno, kdo ima kakšno diplomo, kdo ima kakšno srednjo šolo, ne? Da bi bilo to bolj odprto. To je prav potencial migrantov, ki bi ga bilo treba izkoristiti in tudi dati neko možnost. Ker se pokaže tudi pri tem našem projektu, ker smo bili, smo potem na eno to videokonferenco z Amsterdamom, oni so tega profesora iz Amsterdama sprijeli kot avtoriteto in smo na drugo konferenco potem povabili že izkušene sodne tolmače iz Slovenije in pa tudi mlade, ki so delali kot ad hoc tolmači, oziroma oni so rekli, se nismo bili toliko tolmači, nismo samo usmerjali, da povedali, da je bo naslednji vlak za Avstrijo na meji so delali. Torej, živijo že par let v Sloveniji, govorijo arabsko in slovensko in so pomagali. In potem so oni starejši tolmači, mislim, ravno toliko, če ne bi čakali, da na koncu dobijo certifikat, ki ga rabijo za ministrstvo, bi šli, so rekli, nam je pod častjo, da sedimo v istem prostoru s temi osebami, ne? To niso tolmači. In potem so rekli, no, pa zdaj pač ste tukaj in jaz bi želela, da vsak pove svojo izkušnjo. Potem so povedali svoje izkušnje in so tudi mlajši, pač starejši priznali, vi imate izkušnje, vi ste sodni tolmači, vi to veste in potem so ugotovili tudi neke skupne znance in potem, ko so starejši videli, oni nas spoštujejo, so se nehali bati in potem so se zelo povezali, tako da mislim, da je bil ta seminar dolgoročno zelo dober in da bodo tudi mlajši, so se pripravljeni učiti od starejših in starejši, ko so videli, da je mlajši naš škod nočejo, so se tudi odprli. Tako da tukaj lahko recimo univerza se mi zdi igra neko tako vlogo, hkrati pa tudi v njihovih očih naš certifikat pomeni več kot certifikat neke jezikovne šole. Tako da tega se mogoče lahko zavedamo, da nismo tukaj v nekem izoliranem stolpu in da se ne ukvarjamo samo sami sabo z nekim nabiranim točkam, ampak da včasih lahko tudi kaj koristimo komu. Bi mogoče še odprla razpravo za publiko, če ima kdo kakšno vprašanje za današnja gosta. Da, jaz bi imela v bistvu eno vprašanje, pa ne, da bi hotela kakorkoli omalovaževati nekako to kompleksnost, ki tukaj je bil zdaj tolmač v ospredju nekako v tem pogovoru. Se pa vsem postavlja vprašanje ravno zaradi ad hoc tolmačev z nezadostno izobrazbo, ki imajo včasih tudi pravzaprav nepreverljive jezikovne kompetence, prihajajo do napak. In me v bistvu zanima, kakšne so pravzaprav možnosti za, se pravi, prejemnike tolmačenja, za stranke, za prosilce, za paciente, da uveljavljajo neko, ne vem, pravno zaščito, da se pritožijo, ker vendarle napake pri teh postopkih imajo lahko zelo resne pravne posledice ali pa zdravstvene posledice, skratka, kakšna je tukaj pravzaprav odgovornost? Ja, velika. Jaz lahko tukaj morda dva primera povem. In sicer nekajkrat se je že zgodilo v azilnem domu, da je pri nekaj sicer, ne
bom rekla, manj pomembnih postopkih, ampak morda pri tistih začetnih postopkih, ko gre samo za ugotavljanje osebnih podatkov ali pa kaj takega, da je za jezik, za katerega ni bilo tolmača, naprimer ni bilo za paštunski jezik tolmača ali pa še za kakšen drug, tisti trenutek na voljo, da je tolmačil drug prosilec za azil, kar je že etično sporno. In tukaj se je enkrat potem zgodilo, da je ta oseba se prosilec za azil, za katerega je bilo tolmačeno, pritožil varuhu za človekove pravice in je ta izrekel opozorilo. Zdaj, koliko je to potem sploh vredno, ali opozorilo, enkrat drugič je tolmačil nekdo, ki je bil povezan z veleposlaništvom te države, kar je spet v bistvu tudi kazensko sporno, ker je to v razpisnih pogojih pa ena od eksplicitnih določil, da oseba ne sme sodelovati. Če so potem tako, ne, morda so to potem spremenili. Sicer v postopku za azilno, za mednarodno zaščito obstaja neke vrste varovalka, ki je pa do neke mere je varovalka, do neke mere je pa to samo nazivna, ker na koncu, ko je intervju speljan do konca, tolmač prebere cel zapisnik in tolmač prevaja na pogled, ki je sicer zapisnik, je zapisan samo v slovenščini, kot uradnem jeziku, in tolmač ga potem nazaj prevede v angleščino prosilcu. Vendar pa v več primerih, ko sem jaz tam prisotna, je prosilec že rekel, joj, ne bom poslušal, pač smo konc adijo. In potem je tolmač na ta drugačen način ga le nekako pripravil do tega, da je to poslušal. Ampak gre za to, dostakrat ali prosilec ne posluša, to so zelo dolga besedila, res 10-20 strani. In to vse tolmača, potem tudi tolmač, ko je tam bil že 5 ur ali pa 3 ure, ni nujno, da je res tako zbran, da bo vse zelo natančno tolmačil. Tako da je ta varovalka nekje tako. In ja, je to vprašljivo, ne? Ampak mislim, da že to, da sploh ugotoviš, da gleda napake, po mojem, grozno težko ugotoviti. Ja, se to hočem reči, ne, da... Kdo bo sploh ugotovil, da je prišlo do napake, ne? Ja, čistko na načelni ravni, recimo ima tisti, ki je v postopku, stranka, pravico recimo zamenjati tolmača, pa recimo, če ugotovi, da ta pa sploh ne govori mojega jezika, kar se je tudi že zgodilo, ne, da nekdo trdil, jaz govorim ta jezik, bom tolmač, predvsem v tistih državah, kjer sploh ni nobenih zahtev za sodne tolmačenje, kjer lahko vsak pride pa reče, jaz sem sodni tolmač, ne, in ga lahko zamenja, ampak se je tudi v Italiji že zgodilo, ne, da so pač recimo, ja, pa tudi neko gospo so obsodili, da je ubila svojega moža, ker njen tolmač ni govoril njenega jezika in si kar nekaj izmislil, da je ona rekla, in so njena 2 otroka dali v rejo, ko ona pa šla ven iz zapora, otroka nista več razumela, ker sta samo italijansko govorila, ne, tako da tukaj prihaja res do katastrof, življenjskih katastrof, ne. Ja, ne, tako se mi zdi, da te stvari sploh zdaj že res ugotavljamo, da prihaja do takih hudih reči, da pa se mi zdi lahko mimogrede pride do predvsem v teh formaliziranih postopkih, ne, sodno tolmačenja, azilni postopki in tako naprej, ker pa je napaka nekaj, ki je res lahko usodna, odločilna. Vprašala sem zato, ker mi je par takih zgodb povedala, pa še moja doktorska študentka, ki sicer dolgoletna tolmačka za makedonščino, in ve za take primere. In so te, ki so bolj strukturirane, ne, je... Sploh, če nimajo takojšnjega učinka, ne? Ker recimo pri zdravniku ali pa na upravni enoti, če nekaj se slabo razume, takoj veš, aha, nekaj je bilo narobe, nekaj, morda, ne? Če gre pa za nek daljši postopek, kjer se potem odloča, pa je vmes kakšna malenkost, je pa ogromno malenkosti, ker lahko tudi v Italiji so imeli tudi en primer, kjer je sodnik nekako posumil, da ni vse v redu in je prosil, da se sproži še enkrat postopek po pravni poti in so potem drugega tolmačenja je preverili vse, na srečo so snemali in so posnetke poslušali, tako da včasih se reši, včasih se pa žal tudi tolmače uporablja kot izgovor, ne? Da odvetniki ena ali druga strani ali tožilci reče, to je bilo napačno prevedeno, napaka v postopku, dajmo prekiniti vse skupaj, ne? Čeprav ni napačno tolmačil, ne? Tako da vse je mogoče tukaj.
imate pa dostakrat sploh ni snemano, ne? Ja, ja. In potem ni neke varovalke, kar bi si, kolikor sem se pogovarjala, tako tolmači kot uradne osebe bi si želeli to. Ker bi bilo tudi za njih lažje, pa da se še enkrat posluša, pa da se recimo zapisni kasneje, ne? Ker pogosto morajo uradne osebe sočasno s tem, ko vodijo postopek, sprašujejo, poslušajo, še tipkati vse skupaj. In to delajo vse hkrati. Kar je bilo včasih res, kaj je že rekel, samo malo da napišem in se res zavleče s tem in je napor, velik napor tudi za uradno osebo. Tolmač bi si pa tudi želel, da je to zabeleženo ravno zaradi tega, da ni potem teh, je krivo tolmačenje, pa ni nujno. In je včasih velika škoda, da to ni, da ni vedno tako, varovalke, še v tej obliki, da bi se to snemalo in bi bili ti posnetki, če naš drugega za arhiv ali pa za kasnejše uporabo. Mogoče še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, bi se lepo zahvalila Alenki, Vojku, tudi pohvalila knjigo in hvala vsem, ki ste prišli danes. Hvala.